Dobro jutro vsem in dober tek na poslovnem zajtrku Gospodarskega kluba Nove Slovenije. Tako kot vedno je namen tega zajtrka izmenjava mnenj, druženje in pa tudi odkrivanje novih spoznanj. Danes je z mano gost, ki je poleg vsega pustil velik pečat v podjetništvu in pušča velike sledi ne samo v Sloveniji, ampak širše, lahko rečemo na svetu. Je pilot, je inštruktor letenja, 5-kratni državni prvak, pionir električnega letalstva in poznan predvsem kot ustanovitelj skupine družb Pipistrel, ki, kot vemo, proizvaja najnaprednejša lahka letala na svetu. No, pod njegovim vodstvom je družba Pipistrel prejela številne nagrade, kot na primer European Business Award za najbolj inovativno družbo v EU leta 2010 in kar 3 zaporedne zmage na tekmovanjih NASA Challenge v letih 2007, 2008 in 2011. Poleg tega so Pipistrelova letala osvojila naslov svetovnega prvaka, opravila več poletov okoli sveta in še vedno držijo 11 svetovnih rekordov. Naš gost je tudi visoko priznan podjetnik, kot smo rekli, tako v Sloveniji kot v tujini. Že 9 let zapovrstjo je prejel nagrado revije Reader's Digest za najbolj zaupanja vrednega poslovneža v Sloveniji. Revija Politico pa ga je uvrstila med 28 najvplivnejših ljudi v Evropski uniji. Ameriška letalska akademija Kitty Hawk mu je podelila naziv živa legenda letalstva. Odlikovanje z najvišjim priznanjem Mednarodne aeronautične organizacije za prispevek v letalstvu in najvišjim slovenskim državnim civilnim odlikovanjem Zlatim redom predsednika Republike Slovenije. Gospod Boscarol, dobrodošli med nami. Hvala za povabilo. No, ta spontan aplavz tudi veliko pove. Gospod Boscarol, pa začniva z eno temo, ki ni neposredno povezana s podjetništvom. Ste namreč tudi izrazito družbeno odgovorno naravnani, zato radi sodelujete v akcijah širšega družbenega pomena. Tisti, ki spremljamo dogajanje, smo tudi opazili, da ste predvsem lani, pa tudi prejšnja leta, veliko donirali za javno dobro. Lahko rečemo, lansko leto je ta številka, če se ne motim, presegla 30 milijonov evrov. In to, kar meni, pa verjetno še marsikomu osebno pove veliko, je to, da kljub temu se niste pojavljali v nekih podsojih luči in v nekih akcijah po mainstream medijih, tako da lahko bi rekli, da to še bolj dokazuje, da so vaši nameni iskreni. Trenutno pa sodelujete s fundacijo Vrabček upanja in sicer za oddelek za otroke s cerebralno analizo Splošne bolnice Nova Gorica, kjer pomagate zbirati sredstva. A nam lahko kaj več poveste o tej fundaciji? Ja, najprej lep pozdrav vsem. V Gorici oziroma nad Gorico, med Gorico in Šempetrom imamo eno tako vzpetinco, na kateri je bolnica za otroke s cerebralno paralizo. To je oddelek Splošne bolnice v Šempetru. In ti otroci, veste, so duševno in telesno zelo posebni. In če greste enkrat tja na obisk, vas to ne pusti hladnega. Pred leti so ustanovili fundacijo, ki zbira sredstva dejansko, namensko samo za njih, da se ta sredstva ne zgubijo nekje v javnem sistemu in tako naprej. Za vsa sredstva se namensko kupujejo učila, igrala, pomagala in tako naprej. No in jaz sem se pač pridružil pred časom in na taka vabila, kot je današnje, ki veliko pomenijo tudi meni, verjemte mi, ker srečanje z ljudmi ni samo posredovanje tistega, kar delaš, vendar se veliko tudi naučiš. Na taka srečanja zelo rad grem, če je organizator tudi družbeno odgovoren. Svoj čas odmirjam seveda po kapljicah, ker imam kup nekih stvari v dnevnem, bom rekel, urniku,
Imam srečo sicer, da malo spim, tako da lahko veliko podelam, ampak glede na to, da se ne morem udeležiti vseh povabil, ki jih je res preveč, potem nekako se raje odločam za organizatorje, ki so tako družbeno odgovorni, kot sem sam, in s tem se tudi vam zahvaljujem, da ste prisluhnili temu in boste donirali. Na koncu se vam bom oddolžil tudi z eno tako lepo skulpturco, spominsko, da boste imeli to za spomin. Kar se pa donacije tiče, ja, lansko leto, ko sem prodal večinski delež Pipistrela, sem se odločil, da bom vrnil malo tistim, ki so mi pomagali pri tem, da sem postavil tako uspešno zgodbo. To so na prvem mestu seveda moji zaposleni, potem okolje, iz katerega izhajamo, in ne nazadnje tudi širša družbena skupnost. Vedel sem in se še vedno dogaja, da bo dnevno v nabiralniku nekaj 10 prošenj takih in drugačnih, ki so res nujne, potrebne in tako naprej. In da vsi tisti milijoni, ki se bojo zgrnili na račun, ne bodo dovolj za vse prošnje. Zato sva se s hčerko odločila, da ne bova donirala pa pomagala posameznikom, čeprav vemo, da so njihove prošnje res lahko nujne, vendar bova donirala v družbeno dobro, da bodo ali pa bomo vsi nekaj imeli od tega. Tako tistih 30 milijonov, ki ste omenili, ja, gre za nov zdravstveni in pa tudi reševalni center v dolini, ker je ta dolina vsak dan bolj privlačna za turiste. Vsi Slovenci pa še širše hodijo v to dolino. Lansko leto je bila že drugič izbrana za eno od 10 top destinacij na svetu strani Lonely Planeta. Tam bomo imeli tako reševalni helikopter, bomo imeli gasilski helikopter in tako naprej. Doniral sem tudi za gasilce na Krasu, kot veste, pa še več takih manjših donacij v šolstvo, tudi Škofijski gimnaziji v Vipavi, pa za nove zvonove v Šturjah, ker so bili res potrebni in tako naprej. Tako da vse je šlo bolj v javno dobro, tako da imamo vsi nekaj od tega. Bilo je pa treba to dati v medije, če ne, to niti ne bi dal, vendar je teh 25 milijonov, ki je šlo občini Ajdovščina, dejansko zrušilo proračun za naslednja leta in seveda je bilo treba sprejeti rebalanse in tako naprej, tako da je to bi tako ali tako prišlo v medije, tako da smo pač pol to objavili. Ja, res velikodušne poteze. Zdaj, omenili ste že, pa bi tudi jaz vas vse tukaj obiskovane pozval. Ob prihodu ste dobili tudi en tak letak, kjer so vse informacije napisane, kar se tiče donacij, ki jih je gospod Boscarol omenjal za fundacijo Vrabček. Tako da res prijazno vabljeni, da se po svojih zmožnostih odzovete. Je pa to prostovoljno in ni prisilno, tako kot nekateri drugi prispevki, tako da to upoštevajte. No, pa če greva zdaj naprej k podjetništvu. Kakšni so pravzaprav bili vaši začetki v podjetništvu? Če se prav spomnim, smo v srednji šoli radi nosili ene priponke, na katerih je pisalo, ko bom velik, bom carinik na Kolpi, in menda so bile to vaše priponke. Ja, res je. Jaz sem si zelo želel že od majhnega, da bi igral lahko kakšen inštrument. Glasba me je vedno privlačila, vendar nisem imel tako dobrega glasbenega spomina, da bi si lahko to privoščil. In zato sem se v srednji šoli bolj začel ukvarjati s fotografijo in hoditi na koncerte in doživljal glasbo na drugačen način. Malo ljudi ve, da sem jaz 10 let živel od profesionalne fotografije, bil sem več kot na 1000 koncertih in če tisti, ki ste bili pri meni, ste videli tam tudi veliko slik z znanimi svetovnimi glasbeniki, ne vem, od kitarista Deep Purple, Pink Floydov in tako naprej. Bil sem res na ogromno koncertih, tudi na
snemanju plošče The Wall od Pink Floydov in to je bilo res eno lepo obdobje. Vendar sem seveda potem tudi, čeprav sem študiral ekonomijo, sem se posvetil bolj temu poslu na začetku in sem vse te bende oziroma kar se je dalo takrat v bivšo Jugoslavijo tudi pripeljal, ampak je bil problem plakatov. V Sloveniji ali pa v Jugoslaviji ni bilo velikih sitotiskov oziroma izdelovalca plakatov, zato sem moral to seveda nekako rešiti in sem šel do Trsta, kjer so prodajali barve in sem rekel, povejte mi, kako se to dela, jaz bom pri vas materiale kupoval, sam jaz moram to začeti tiskati. In tehnologija ni bila tako zahtevna, začel sem tiskati plakate in seveda sem postal tudi največji tiskar takrat v Jugoslaviji, vse te velike dvorane so imele moje plakate. In enkrat sva s Tomažem Domiceljem, s katerim sva dost hodila okrog po koncertih, on je pisal, jaz sem fotografiral, videla v Londonu eno tako izložbo z milijon nekimi okroglimi stvarmi, razne barve. In ko sem si to ogledal, sem rekel, Madonna, to je pa zanimivo, ne? Kaj pa je to, ne? Pa Tomaž rekel v njegovem stilu, butela, ne veš, to so beži, ne? Sem rekel, zakaj pa je to? To je tako, ko imajo naši planinci za na klobuk dati značke, so bile takrat, ne? In sem rekel, pa ti posluši, to bi pa v Jugi šlo, ne? A Snor je rekel, to v nobenem Jugi sploh tega ne pozna. Sem rekel, jih bomo pa naučili, da bojo vedeli, kaj je to, ne? In sem šel noter, sem malo tega kupil, sem videl, kako je narejeno, tehnologija bila zelo enostavna, bili so taki kovinski deli, ki sem jih najprej uvažil, pol smo to štancali pri nas in pol se je natiskalo gor, tiste krohce, se jih je odrezalo in to so pol ženske zvečer doma po celi dolini to zapirale. In ja, takrat smo delali polno teh bedžev za vse planice, za Slovenija, moja dežela, Lipov list in tako naprej. Tega je bilo res ogromno. Je pa res, da sem takrat slovel v Ajdovšni kot človek, ki zelo hitro menja avte, ne, ker sem imel skoraj vsak teden kakšnega novega belo-modrega golfa pred hišo, ampak nažalost ni bil moj, je bil policijski, ne, ker sem take stvari, ki ste jih prej omenil, tudi delal. Sem bil vedno pred časom jaz, ne. Vse to, kar sem delal, se je zgodilo, ne. A veste, ko bom celi na kolpi, štafeta, ne hvala, te zadeve, to se je vse pol zgodilo. Sam sem zmer bral knjigo preveč od odzadi naprej. Drugač pa moram povedati, sem že večkrat povedal in takrat sem pol nehal delati priponke, ne. Največji posel v tistem času, kar se priponk tiče, je bil posel 1.200.000 priponk, ki smo jih morali narediti v 14 dneh, 2 vagona priponk sta šla iz Postojne za Beograd, za miting na Ušću proti osamosvojitvi Slovenije. Tako da jaz vem, kaj pomeni carica Milica, knjaz Miloš, pa samo sloha Srbina spasava in tako naprej. Ampak takrat smo res pol s tem zaključili, ker ni bilo več toliko tudi seveda v Sloveniji te potrebe. No, ampak vaša strast potem pa je seveda bilo in ostaja letalstvo. In kot ste že danes enkrat omenili, ste lansko leto prodali večino delnic vaše družbe, ki ste ustanovili, družbe Pipistrel, in sicer ameriški korporaciji Textron. Nadaljujete pa tudi svojo vlogo kot častni predsednik, ki skrbite za vizijo in strategijo podjetja. Ob tem pa vlagate tudi v različne visoke tehnologije, kot so biofarmacija, medicina, alternativna pridelava hrane in obrambne programe, predvsem v nadzor iz zraka in zaščito pred droni. Lansko leto ste pa postali še lastnik Koloseja v Ljubljani. Odkot črpate energijo za vse te aktivnosti? Kaj vas žene? Ja, kaj me žene? Jaz sem se to dostkrat spraševal, dokler mi ni enkrat hčerka rekla, je rekla, saj to je logično, ne? Saj ti si prav na sredini, ti si prav ta najbolj hard primer ovna, ne? Oven je ognjeno znamenje, oven ima neizmerno energijo, si ne da nikoli miru, vedno mora imeti nad glavo preveč stvari za narediti, ne, s tabo ni lahko delati, kar itak vem, je rekla, ne, ampak to je to, ne, pa sem šel seveda brati, kaj je oven in tako naprej in ja, sem se kar malo zgrozil, ampak to ni pogoj, da si dober podjetnik, ne, to je bolj tako, bom rekel, moj izgovor.
Drugač pa ja, jaz zelo rad vidim rezultat svojega dela. Nikdar nisem bil dober v prodajanju megle, to nisem znal, zato sem šel vedno bolj v kakšne take konkretne projekte, tudi kar se softvera tiče in tako naprej, nisem bil nikdar dober, čeprav sem seveda v Pipistrelu sem moral ukvarjati veliko tudi s tem. Ampak ja, veste, vsak nov projekt, vsaka nova dejavnost vas uči in ljudje se učimo vse življenje. Jaz sem nenazadnje študiral ekonomijo, pa sem v življenju marsikaj delal in tudi že ko sem recimo bil znan v letalstvu ali pa ko sem imel velike uspehe, sem rekel, da letalstvo ni zadnja stvar, ki jo počnem. Ne? In tudi to verjetno, kar ste zdaj omenili, ni zadnja stvar, kar jo počnem. Je res, da ne rabim veliko spanja, zato imam več časa, da sanjam podnevi, ne pravijo. Tako da tisti, ki začnejo delati z mano, se na začetku čudijo, pol jim je to malo normalno, ne? Ampak od mene dobite mail do 2 po noči redno in pol od 4 naprej spet. Tako da tiste 2 ure jaz navadno porabim za spanje in to mi je dost. Sem sicer seveda za Jožefom Školčem prvi podočnjak iz Slovenije, ne? On je bil pred mano, ampak to je to. Pa nam lahko zaupate, kako napreduje razvoj dronov oziroma sistema za obrambo pred droni? To je sedaj, smo videli, kar aktualno vprašanje, predvsem na primeru vojne v Ukrajini. Ja, eno od podjetij, kjer sem večinski lastnik, dejansko razvija med drugim tudi sisteme za obrambo pred droni. Veste, mi se vsi skupaj ne zavedamo, kakšna grožnja so droni. Danes lahko praktično v vsakem supermarketu za 30 evrov kupite dron, date gor ročno bombo in jo peljete kamorkoli hočete. Ne? In imamo res srečo, da se tega več ne dogaja. Ne? Ker vsa regulativa, ki jo imamo, ni taka, da bi lahko to preprečila. In tisti, ki hoče, bom rekel, masakr narediti na neki taki tekmi, ki je bila zdaj, ne vem, v Stožicah ali kaj takega, nima samo 30 evrov, ampak ima več denarja in bo prišel z rojem dronov in bo prišlo 500. Ne? In take obrambe zdaj ni. Ne? To, kar se z laserji strelja enega po enega ali pa, ne vem, s puškami ali pa z mrežami, to vse skupaj ne pomaga. Zlasti, če so droni večji, če so bolj zmogljivi in tako naprej. To je zdaj zelo velik primer v ukrajinski vojni. Naš sistem obrambe pred droni temelji na drugačnem onesposobljanju dronov in sicer tako, da z elektromagnetnim impulzom izredno velike energije na določeni razdalji, vsak dan večji, onesposobimo računalniško osnovno ploščo, motherboard. To ne škodi ljudem, ampak enostavno avto, ne vem, vlak, letalo se enostavno ustavi, ker ne funkcionira več. Letalo pade dol in tako naprej. To je seveda tehnologija, ki ni enostavna. Pulzi oziroma ti žarki so tako močni, da se antena segreje na 1200 stopinj, tako da so že materiali problem. Ampak ja, smo tako daleč, da te sisteme že uporabljajo nekatere korporacije v testiranje, tudi velike svetovne korporacije in sem prepričan, da to narediti tak dežnik, bom rekel, ne, ker to zadeva ni ne vem koliko velika, potrebuje sicer energijo, lahko varuje letališča, lahko varuje javne prireditve, lahko varuje pomembne objekte in tako naprej. Ja, kaj boste pa storili s Kolosejem? Kakšni so tam načrti, glede na to, da praktično mislim, da vsi poznamo Kolosej in tudi zaradi bližine? Ja, Kolosej je nažalost lansko leto, tako kot bi rekli tisti, ki imamo kužke, ne, je šel čez Mavrico, je umrl, ga ni več in zdaj se rojeva Odiseja. Odiseja bo njegova naslednica, ki je delana spet tako daleč naprej, kot je bil takrat Kolosej. Kolosej je bil res zasnovan kot izredno napreden kinocenter, tudi s tehnologijami in konceptom dvoran in tako naprej.
In mi smo se zdaj odločili, da poleg kina damo veliko novih vsebin. Kolosej se zdaj že preureja, projektiranje je končano. Ohranjamo vseh 12 dvoran, ki pa ne bodo namenjene samo kinu, ampak bodo zaživele od jutra do večera z vsemi možnimi kongresnimi turizmi, dogodki raznoraznimi, od plesa do stand-upov, do otroških praznovanj otroških dni in tako naprej. Skratka, en tak center, ki bo živel ves dan, seveda bo imel tudi kinodvorane. Veste, kinodvoran, v teh 12 kinodvoranah v Koloseju je 3600 sedežev, to je polno, največji 200 po 1000 sedežev vsaka in tam se lahko res naredi marsikaj. Bomo prvi kino, ki bo imel v tem delu Evrope LED displeje, ne bo več projektorja, tako se, če boste imeli dogodek, vam ne bo več projektor svetu, ne bo več vaše sence, ampak bomo imeli tudi to tehnologijo, tako da gremo s tehnologijo naprej. Kar je največja sprememba, je to, verjetno ste bili vsi v Koloseju, ko ste prišli skozi vrata, je bila ena velika luknja, da se je videlo dol v trgovine. To luknjo zdaj z mlečnim steklom zapiramo, da gre svetloba še vedno skozi, vendar pridobimo zelo velik prireditveni prostor, na koncu delamo oder, tako da bo za stoječe koncerte, recimo na tem delu prostora približno 3000 ljudi, okrog pa delamo na 2 nivoju take lože VIP, ki bo recimo za gledati koncert ali pa za posebne dogodke, kjer bo prostora še za 1800 stoječih gostov oziroma nekje 350 sedečih. Tako da Kolosej s 3500 sedežev oziroma obiskovalcev gre zdaj še na dodatnih 5000, tako da bo zelo zanimiva nova pridobitev, ne samo za Ljubljano, tudi za celo Slovenijo. Jaz sem sicer, veliko se jih je čudilo, zakaj sem ta Kolosej kupil. Kupil sem ga v času, bom rekel, velike inflacije, negotovosti in tako naprej. In sem ga kupil tudi kot naložbo, to moram priznati, ker je izklicna cena na dražbi je bila nizka, po mojem mnenju, za tako lokacijo, ki ima sedaj na 500 metrih 2 avtocestna izvoza in obe cesti končata na krožišču pred Kolosejem, tako da lokacija je res nora. Vendar tudi, ker verjamem, da bomo ljudje vedno več rabili tudi druženja, da bomo rabili veliko izobraževanja. Ljubljana je prava lokacija za to. Sem pa prepričan, da se da tudi tak objekt, od katerega so vsi dvignili roke, da pač je industrija, ki propada, da se tam nič ne da narediti. Ne vem, če ste prebrali, moj znanec v svoje cajte, tudi prijatelj, skupaj sva bila v Janševem strateškem svetu za gospodarski razvoj, Jože P. Damjan je na Twitterju napisal: prodaš najbolj tehnološko podjetje na svetu, potem pa vložiš v neki propadli Kolosej. Jože bo prav kmalu videl, da to ni propadli Kolosej, ampak da se da tudi iz tega kaj narediti. In kdaj lahko pričakujemo otvoritev oziroma kakšni so plani? Upali smo, da bomo lahko že za novo leto imeli oziroma v decembru kakšno stvar noter, vendar smo se pol odločili še za določene spremembe. Od zadaj bomo naredili en prizidek, ki bo služil tudi garderobam za te dogodke in bomo imeli vhode direktno potem v dvorane, tako da jaz mislim, da bo to se zgodilo nekje marca meseca. No, preidiva še na eno drugo temo, in sicer v Sloveniji, kot vemo, vsi uporabniki cest se soočamo z zelo slabo pretočnostjo. Dnevno nemogoče kam priti. Rešitve pa ni na vidiku nobene. Kakšna bi bila vaša vizija razvoja cestne infrastrukture, ali pa ne se omejiti samo na cestno, nasploh prometne infrastrukture? Ja, zdaj je treba
si naliti čistega vina in se vprašati, kako daleč v bodočnost gledamo oziroma o čem se pogovarjamo. Ne? A je to naslednji teden, ko moramo vsi v Ljubljano prideti, ali govorimo o 5 letih, ali govorimo o 10, 15, 20. Ne? Kar se tiče naslednjega tedna, prav ki dosti ni za narediti. Za naslednje 5 let si upam trditi, da se bo število avtomobilov še vedno povečevalo, torej bo treba nekaj narediti tudi na tej drugi dimenziji. Potem pa že trčimo v druge možnosti. Veste, mobilnost, tako kot je zasnovana sedaj in sicer dvodimenzionalna, je zelo neracionalna. Ne? Tretja dimenzija v zraku omogoča gibanje bistveno bolj svobodno, bolj hitro, brez cestnih zastojev, ima druge izzive, vendar seveda zlasti v velikih mestih je mestni prevoz ali pa gibanje v mestu možno organizirati na drugi način. Uber nas pred 6 leti, 7 izbral kot edinega Evropejca, edino evropejsko podjetje in enega od 4 za razvoj letečih taksijev. Poleg nas je izbral še Embraerja, ki dela letala, veste, Auroro, kar je Boeing, in pa Bell helikopter, ki je v lasti našega sedanjega novega lastnika. In tam smo se tudi spoznali. Izbral nas je zaradi tega, ker smo edini imeli izkušnje z letenjem in s pogoni na električni pogon. Namreč, če gremo v zrak, mora biti letalna naprava tiha, mora biti namenjena navpičnemu vzletanju in pristajanju, ne sme onasneževati, ne sme emisirati delcev, ne sme segrevati ozračja in to je edina rešitev, je električni pogon. Zaradi tega, ko je Uber to rekel, da bo to naredil, so vsi veliki igralci, če se boste spomnili tudi kakšnih člankov nazaj, Siemens je rekel, ja, treba je narediti električni motor, električni pogon, ki ustreza zahtevam letalstva in baterije in mi bomo to naredili v 2 letih, da bo industrija lahko šla in mobilnost šla v zrak. Airbus je rekel, v 3 letih bomo naredili trenažno električno letalo, da se bodo piloti lahko šolali na elektriko. In takrat je bila blazna euforija, vsi so govorili, avtomobilisti, vsi živi, koliko bojo v to vlagali, ko se bo pač ta pogoj izpolnil in da se bo ti leteči taksi pač zgodili čim prej. Namreč v letalstvu, veste, je vse povezano s certifikacijo. Če vam sam povem, recimo danes v letalstvu je strošek razvoja zanemarljiv. Glavni strošek je certifikacija, ki je danes že 15 milijonov po sedežu. Tako da, naj vam sam tako povem. Ne? In za certificirati električni pogon, pa baterije, da ne zagorijo, da ne eksplodirajo in tako naprej, in celo letalo je bil velik izziv. Mi smo takrat že električna letala delali 15 let, vendar ne certificirana, eksperimentalna, vendar smo se toliko naučili, da smo bili že na poti k certifikaciji. In potem, ko se po 2 letih ni zgodilo nič, ko se po 3 letih ni zgodilo nič, se je počasi vsa ta euforija, da bomo dali promet v 3. dimenzijo, počasi malo ustavila in je Uber prodal ta projekt, skratka vse se je ustavilo do 6. junija leta 2020, ko je Evropska letalska agencija, zadolžena za certifikacije in varstvo in tako naprej, EASA, objavila, da je Pipistrelu iz Slovenije uspelo to, kar drugim ni, da je certificiral motor, baterije in letalo na električni pogon za prevoz v potniškem prometu. In takrat se je potem zgodilo to, da so vsi tisti, ki so vrgli že puško v koruzo, začeli spet verjeti v to in začeli vlagati ne milijone, ne 100 milijonov, ampak tudi milijarde spet v leteče taksije. V Sloveniji se ne zavedamo, kaj smo mi s tem naredili, kakšno Pandorino skrinjico smo odprli.
Veste, prvo letalo na batni pogon je bilo certificirano leta 1927 v Ameriki za prevoz potnikov v javnem prometu. Pol do leta 1953 se ni zgodilo nič, ko je bilo certificirano letalo na reaktivni pogon, to, kar je omogočilo potem seveda letenje preko morij in kontinentov. In od leta 1953 do 1922 ni bilo tretjega mejnika v letalstvu, ne. Mi smo postavili mejnik in dokazali, da je lahko letalstvo tiho, da je lahko uporabno, da je lahko varno in prvič smo začeli govoriti o brezemisijskem letalstvu, o čistem zraku za naše zanamce. In seveda takrat sem jaz nažalost tudi spoznal, da največji uspeh od Pipistrela pomeni tudi zaton Pipistrela, ker s 40 milijoni prometa jaz ne bi mogel konkurirati vsem tistim Hyundaijem, Mercedesem in Fordom in vsem živim, ki so investirali milijarde. In edini način, da gre Pipistrel naprej, da ohranijo vsi zaposleni delovno mesto, da grejo vsi moji projekti naprej, da ostane v Sloveniji znanje, ki je, da ostane brand, je bil, da sem se pač poročil z nekom, ki ga poznam, ki ni neki sklad, ki me bo jutri prodal, ampak je 90 let na trgu in proizvaja letalo, kar Textron je lastnik Cessne, Bell helikopterja, Beechcrafta in vsega tega. In smo se, glede na to, da smo tudi za njihov leteči taksi mi razvijali baterije oziroma določene sisteme, smo se dogovorili in tako je prišlo do te zgodbe, da sem verjetno jaz danes tudi tukaj vaš gost, da je prišlo pol seveda do vsega tega, kar se pogovarjamo, ampak vse gre naprej. Veste, Textron je iz Teksasa, tam je še smrtna kazen, tam beseda nekaj velja in vse, kar so obljubili, dejansko drži. Jaz sem Pipistrel zapustil s 230 ljudmi, zdaj jih je že skoraj 500. In to v razvoju, bom rekel, tistih projektih, v katere sem jaz verjel, tudi 19-sedežno letalo na vodikove gorivne celice z električnimi pogoni, s temi velikimi droni za prevoz tovora in tako naprej. Tako da, ja, niti eden ni zapustil ali pa ni bil odpuščen in kar mi je pa še najbolj všeč je to, da ta spirit, ki sem ga imel, duh, ki sem ga ustvaril v podjetju, gre naprej. Textron se v vodenje ne vtika in ima samo enega človeka redno zaposlenega v Pipistrelu, vse drugo zaupa moji ekipi, ki pelje naprej. Potem takem je že morala biti dobro in še zbrana. Še, ja. No, pred kratkim ste sodelovali tudi pri vsebini ene knjige, mislim, da je naslov Talent in uspeh, če se ne motim. In v njej ste eno tako, za moje pojme, lepo misel povedali, pa bom kar prebral. Dokler živiš znotraj svojih možnosti, si zadovoljen in imaš dovolj denarja, imaš vse. Kakor hitro si postaviš želje po tistem, česar nimaš in česar ne moreš imeti, pa imaš težavo. Problem pohlepa je namreč to, da si življenje zastaviš preko svojih zmožnosti. Je torej med uspehom in pohlepom tanka meja? Ja, to večkrat poudarjam. Med pohlepom in uspehom je res tanka meja. In nažalost poznam veliko svojih kolegov, ki niso bili dovolj močni in so podlegli temu. Veste, dokler delaš na dolgi rok, dokler delaš s spoštovanjem tradicionalnih vrednot, dokler spoštuješ zaposlene, svoje kupce, svoje partnerje, do takrat lahko, bom rekel, računaš, da tudi ko ti bo šlo slabo ali pa jim boš imel težave, ti bo kdo priskočil na pomoč. Če pa delaš na kratki rok, čez noč, če je glavno vodilo denar, potem zlahka prideš v težave. In jaz moram reči, da sem zelo
srečen ali pa potešen ali pa ne vem, kako bi temu rekel sam v sebi, ker vem, da se da normalno ali pa dobro živeti, ne glede na to, kakšen je bančni račun, kaj delaš in tako naprej. Dajte, mene ljudje sprašujejo, kaj se je spremenilo potem, ne? Nič se ni spremenilo, še zmeraj hodim, bom rekel, v istih praktično oblekah, v isto menzo na kosilo, nisem že prej imel, ne vem, jaht, vikendov in tako naprej, živim v isti hiši, imam isto muco, nič se ni spremenilo. In to vam da tisto srečo, da vas, bom rekel, nič ne more zrukati, ali kako bi temu rekli, ne, da bi podlegel pohlepu. Veste, danes ni težko, ni enostavno podležeti pohlepu. Ni težko, no, tako. Zelo enostavno je to, ker nas marketing in kapital nas silijo, da živimo preko svojih zmožnosti. Zahodnjaki kupimo 70% stvari, ki jih ne potrebujemo. A veste, 70%. Jaz sem se peljal pred Covidom po Ameriki in vidim taki velik billboard, ne, ob cesti in gor sta bila en tak mladenič, ne, teenager, punca pa fant, nasmejana, oba in en Ford zraven in je pisalo, ne, jutri boš star 16 let, tomorrow you'll be 16, ne. Jutri sem lahko tvoj, brez obresti in odplačevati me bo začel čez 5 let. Kao Ford rekel, ne, avto. In zdaj si vi predstavljate, ne, da pride tak otrok k vam domov, ne, in jutri ima rojsten dan in reče, mama, tata, bomo kupili, ne, avta. In mama reče, čakaj, ti pri 16 avta ne rabiš, ne? Pol pa reče foter, ja, ampak veš, čez 2 leti, ko ga bo pa rabil, bomo ga pa morali takoj plačati, ne? Ne? Zdaj ga pa 5 let ne bomo plačali. Veste, to je tisto, ki spreminja nas, bom rekel, ljudi v potrošne stroje. In če nismo dovolj močni sami v sebi, pol podležemo pohlepu in težavam, ki bi lahko bile, bom rekel, samo ob takih dogodkih, kot so se meni zgodili, ko ali dobiš na loteriji ali ti prije neki velik denar. Ne, vsi imamo lahko isto težavo, veste. Pohlep je zelo, zelo velika ko se reče, grožnja, ne, našemu normalnemu življenju in dojemanju. Mislim, da tukaj naša družba zahodna dela veliko napako in pelje lahko tudi v propad civilizacije, brez kakšnih hudih atomskih bomb, ker to, kar se nam zdaj dogaja, ne, nima več pravega smisla in tega se moramo zavedati. Jaz se dostikrat strinjam, saj veste, da sem celo rekel, da bi bil lahko predsednik Levice, ker vse, kar Levica zagovarja, jaz dejansko tudi delam. Ja, glejte, mislim, da bomo morali začeti vsi skupaj malo bolj družbeno odgovorno se obnašati, najprej pri sebi in pol do drugih, ker če ne, mislim, da nas čakajo kar težave. Ja, lepe istočnice ste nam sedaj dali za razmišljanje. In če sva začela z dobrodelnostjo, pa še končajva tale pogovor z dobrodelnostjo, jaz vam tudi lahko zaupam, da bo tako inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, kot tudi gospodarski klub v imenu stranke Nova Slovenija primaknil nekaj k tej fundaciji Vrabček upanja in seveda vsi verjamemo, da bo ta sredstva prišla v prave roke in da bodo naredila neko razliko. Hvala lepa. Res vsem vam in organizatorju. Jaz vam pa v spominček dajem enega takega simbolnega vrabčka, da boste vedeli, da je šel vaš prispevek v prave roke. Hvala lepa. Hvala lepa.